tako smo rekli, jaz sem najprej rekla, da bi zelo provokativen, še bolj provokativen naslov lahko dali predavanju, pa bi imeli tudi vse tiste, ki niso takšni veliki ljubitelji dreves, ampak mogoče jih bo na kak drug način doseglo. Torej, jaz izhajam čisto iz zelo športne družine. Zelo hitro me je pot zanesla v gore in moj vzornik je bil vedno Vanja Furlan, sem bila tam osnovna srednja šolka. Bil je v tistem času najboljši alpinist Slovenije in ker je bil gozdar, sploh ni bilo debate, kaj grem jaz študirati. To je bilo gozdarstvo. Zanimivo je bilo, da sem potem ta svoj hobi, ki sem ga več kot 25 let gojila, dnes na zelo visoki ravni, sem potem združila z tem, kar sem se učila, torej z drevesi, tako da sem od začetka kar nekaj delala na drevesih, tudi zato, da jih lažje razumem, da vem, kaj se dogaja, ne samo na tleh, ampak tudi, ko si v krošnji. In ta ljubezen kar traja, meni so bile vedno in hribi in drevesa in vsa ta narava mi je bilo vedno, mislim, da kar traja in se sam še poglablja. Pri drevesih je tako z nami, torej vedno nastanejo iz nečesa zelo majhnega. In prav neverjetno je, iz kakšnega majhnega semena lahko zrastejo nekaj stoletna drevesa. Naprimer, nam to ni dano, da bi nekaj 100 let živeli, drevesom pa je dano, da nekaj 100 let živijo. In ogromno znanja je potrebnega, da mi taka stara drevesa ohranimo, da nekako zagotavljamo varno sobivanje z njimi in pa da preprečujemo vse neumnosti, ki v določenem času ali pa obdobju se pojavljajo. Na drugi strani je drevo zelo enostavno in relativno hitro odstraniti, s tem odstranimo nekaj 100 let zgodovine. Jaz se vedno sprašujem, kaj bi bilo, če bi dreveso znala govoriti, če bi nam znala kaj povedati, kaj vse si doživela. In menim, da so vaše lipe doživele čudežev, mogoče so celo Turke srečale. Torej, že kot se je prej rekla, ne bom danes preveč za vsem, kaj je bilo pripravljeno, samo toliko na hitro, da pogledamo. Torej, konzervatorski načrt, ki se je pripravila, je tak velik dokument, ki pač traja, ki nekaj časa velja in če dobim jaz neko tako nalogo, da pregledujem drevesa za nekaj, pač še malo bolj se poglobim in moram reči, da ta vaša lokacija, glede na to, koliko zgodovine imate, pa koliko dostopnih zgodovinskih virov, mene je čisto potegnila. Dobila sem zgodovinskih fotografij, ne vem, mogoče 20, da jih imam v svoji zbirki več kot 200, za ne vem kolikimi zemljevidi in to je meni, kot da bi mi tako ena Aladinovo skrinjico odprl, ko samo začneš se učiti vašo zgodovino in kaj se je tukaj na vašem koncu dogajalo. Zagotovo marsikdo od vas ve zgodovinsko veliko več, bo tudi mogoče na koncu pridal neki svoj kamenček v mozaik, da bomo še bolj razumeli vaše grajske lipe, ampak zbralo se je res ogromno informacij in tudi na podlagi informacij se potem dela presoja, kaj je za drevesi. Prvotno je bilo mišljeno, da se pregleduje samo lipov drevored. Jaz vedno rada obravnavam lokacijo kot celoto, ker dosti boljše dobiš pogled v njo. In je iz 44 lipovih drevesih je nastalo potem 60 lokacij v lipovem drevoredu, torej nekoč je bilo po moje oceni 60 dreves v lipovem drevoredu in pa vse skupaj na območju Grajskega parka, torej zgornji plato. Sem pregledala 200 dreves, 24 dreves pa sem dodatno takih bolj izrazitih na brežini, torej ki je sega proti današnjemu parkirišču. Jaz te brežino že imenujem, da je to nunski sadovnjak, ker so pač nune v mestnem času največ sadnega dreva tam imele. Zdaj pa je v fazi zaraščanja. Torej ogromno se je nekih pregledalo stanje, naredilo analiz, razprav in pa podalo veliko smernic. Vse z ciljem, da se bolj razume in tudi, da lastnik, odločevalci, projektanti lažje razumejo, kaj bi delali v naprej.
Zelo pomembno je, da je vaš, torej mi govorimo vedno samo o lipovem drevoredu, je pa dejansko cel vaš grajski park zavarovan, ima status zavarovanja tako pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine, kot pri Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. Oba zavoda sta soglasodajalca in bi mogla izdati soglasje za vse posege, za vse projektiranje, smernice, ki se dogajajo na tem zavarovanem območju. Potem se je en velik kup podatkov, ki sem jih pač nabrala na terenu, se jaz zbrala in pripravila en taki interni kataster dreves, kjer lahko potem te podatke jaz premetavam, delam različne analize in ne vem kaj vse. Vedno, ko se naredi nek tak zapis, si bi jaz osebno želela, da bi bil to že kdaj prej nared, ker potem vidiš, kaj se je spreminjalo v samem prostoru, ampak tudi to je začetek za vse tiste, ko bom jaz že v penziji, pa ko me verjetno ne bo več, bo nekomu torej podatki, ki smo jih zbrali, prišli prav. Posebej se je delalo tudi, da se je določevalo zaščitno območje korenin v primeru gradbenih del ali pa v primeru večjih prireditev, da se razume, koliko drevesa imajo torej neki tisti zaščitni območje in ta velike, ta stare lipe imajo tu 12, 13, 15 metrov, tako da so res imajo ogromno območje. Pri drevesnih vrstah, jaz sem delala preglede v času neolistanosti in so pač vedno možna odstopanja, da kaj zgrešim, da kaj ne določim čisto prav. Kot spisku, ki ga imamo na levi strani, pa je tako zelo, se niti ne vidite kaj, je dodan, pa ga ni na spisku, imate ogromno gorskega bresta, v samem parku je eno večje drevo, torej če gledamo samo grajski park, in pa en mali tulipanovec, ki ga imate posajenega tukaj pred Brezovim, tisti linijo. Ocenjujem pač potem dostikrat, torej se določujejo starostni stadiji, iz tega se potem probajo nekako, predvsem za konzervatorski načrt, dobiti ven podatki, katere drevesa bi lahko sodila v prvotno zasnovo, in lipova drevesa zagotovo sodijo v prvotno zasnovo, ne glede na to, da so eno manjših dimenzij, eno so pa res male. Menim, da od lipovih dreves dve sodita v čas, oziroma dve pa še tri, torej 5 dreves skupaj sodi v čas uršulink, torej da so one zapolnile tiste vrzeli, ki so bile v samem drevoredu. Ena linija na krajši osi lipovega drevoreda pa mislim, da je v mestnem času zaradi zasenčenosti kar zginila, ampak menim, da je bila tam. Vse, kar se na celem grajskem parku drevesnih vrst imamo ogromno, ampak najštevilčnejša drevesna vrsta so pa lipe. Pri lipah po zimi je zelo težko določevati, za katero lipo gre, in tudi ko drevesa zelenijo, je določevanje natančno, katera lipa je, izredno zahtevno. Lipe se veljajo tako kot bresti, da se zelo rade križajo med sabo in imamo ogromno nekih prehodov, ko ima lipa ali je lipa, torej veliko listna lipa ali pa je malo listna lipovec in je sta zmešana, torej križanec. V starih zasnovih, v starih grajskih parkih je bilo v 17. in 18. stoletju blazno izrazito prisotno, da so križanec sadili, torej da so evropsko lipo sadili, ki je križanec med lipo in lipovcem. In ta desna fotografija zgoraj je prikazan način, kako so takrat vegetativno pridobivali sadilni material z grebenicami, kar je pomenilo, da so bile vsa drevesa torej iste genske zasnove in ko so raziskovali naprimer stare parke, severni sosedje, večina vsega sadilnega materiala v grajskih parkih v 17. in 18. stoletju je prihajalo iz Nizozemske. Zdaj, kaj so vaše lipe tukaj, je absolutno presegalo moje naloge in moje delo, ampak je bilo zelo zanimivo, ker je v tistem času, meni je bilo zanimivo, zakaj so se odločili
v prvi fazi tako splanirati vaš grajski park, ker imamo izrazite terase, kot bomo videli na kasnejših, potem lidar posnetkih, in pa odkot so lipe, ne? Ali so to tu matične, ker lipa je naša matična slovenska vrsta, ali so bile uvožene odkot drugod, glede na to, da so bili tudi torej, da so bili škofi, ki so bili iz Nemčije, ali so si jih pa pripeljali odkot, ne? Lipovec, evropska lipa, za njo je značilno, da tvori na deblu te bule, kar jih številna vaša lipova drevesa imajo. In tudi, ko sem delala na dosti drugih lokacijah, je bil vedno, dostikrat je bil križanec, no. Kaj točno je, pa bi bilo treba zdaj to vse zevalvirati, pregledati še poglobljeno bolj. Že v antiki je veljalo, torej, da so bile lipe simbol prijateljstva, pa zelo je bilo značilno, da so bile lipe sajene v vsa naša slovenska vaška jedra. Dostikrat so se vse pravde delale pod lipami, ker se je verjelo, da pod lipami morajo vsi govoriti resnico. Ne vem, ali so v vašem lipovem drevoredu imeli tudi kaj takšnega, kdaj, da je veljalo kot neko, jaz rečem, tako se počutiš, ko prideš zdaj noter, je kot da si v nekem svetišču. In vsa stara lipova drevesa so praviloma votla v notranjosti. Torej, to, da je drevo votlo, je pri lipah dejstvo, kar je slabost, je, da iz tega vidika ne moramo mi določiti, koliko so drevesa stara. Torej, ne moramo vzeti nobenih lesnih izvrtkov. Lahko si pa pomagamo z drugimi viri in z staro dokumentacijo, ki jo evalviramo. Torej, za lipe, kar je še zanimivo, je, da imamo mi Slovenci, pa na splošno Slovani smo zelo navezani, kot da je lipa naša slovenska vrsta, potem pa imamo drevorede divjega kostanja, za katere pa mislimo, da je to pa nemška vrsta, da so to pa Nemci sadili. Vse pri nas na Štajerskem je tak, ne vem, kak je pri vas. Pri nas na Štajerskem tak mislijo in zato, ker so vedno Nemci, naprimer Maribor je bil zelo nemški, in ko so kostanjeve drevorede, ki so bili značilni, da so jih peljali vedno do železniške postaje, so sadili slovenski delavci, ki so bili pač nižja kasta napram Nemcem takrat, in so vedno not podtikali lipova drevesa kot simbol. Tisto je divji kostan je nemški, lipe so pa slovenske in imamo zato pri nas na Štajerskem dosti drevoredov, ko imamo od 100 dreves imamo 5 lip vmes noter, pa so vse enako stare, ne? Zanimivo je paradoks, da je lipa v Nemčiji imajo več stoletne lipe, oziroma imajo največjo skoraj gostoto 800 tisočletnih lipovih dreves. Lipa je zelo nemška vrsta, medtem ko divji kostan je pa balkanski endemit. In je meni to čist paradoks, da smo pač zamenjali v vmesnem času. To je čist mestni intermezzo. Zato, ker je bilo, torej, cel naš slovenski prostor je bil dolgo časa pod nemško govorečimi narodi in ravno to, ta zgodovinski pomen lip je bil, naprimer, v ogromno nemških mestih so bili lipovi drevoredi od nekdaj sajeni, torej 17-18 stoletje, so sadili lipove drevorede. Zelo znana ulica je ta Unten-Berlin v Berlinu, ki pride na Brandenburška vrata. Tale drevored je bil dolgo zelo čislan, v drugi svetovni vojni je bil skupaj z vsemi posledicami bil zravnan. Ampak hočem samo pokazati, koliko je, naprimer, ker je bilo vseeno pod Freisenburško škofijo, je bila škofija Loka, je prišla do vse svojega bogatstva in svoje slave in veličine. Jaz mislim, da je bil ta vpliv Nemcev, da ni čisto zanemarljiv iz tega, zakaj se je tu ustanovil taki močen lipov drevored. Čisto, da boste razumeli to votlost vaših lipovih dreves, pa da se ne boste bali votlih dreves, so primeri, naprimer je to isto drevo, ki je na desni strani fotografija iz leta 1906
in pa ki je zapis iz leta 1795. Torej, to je vse za to drevo, isto drevo, ki je bila že torej v 18. stoletju čisto votla, da se je več ljudi lahko postavilo v drevo. In to drevo še vedno v današnjem času še vedno stoji, čeprav se ga je polovica odlomila. Čisto tako vam hočem samo pokazati, kakšne so dimenzije lahko lipovih dreves, torej nas absolutno prekašajo v številu let in v dolžini svoje življenjske dobe. Zelo sem se obadala, kam bi umestila vaša drevesa. Resno ogromno pregledala, včasih imela nočne prebliske na nekaj, ko sem nekaj povezala, ne? Ali pa kaj je prebrala. Ne? In mislim, da je ene par dogodkov, torej vedno, če pogledamo nazaj zgodovinsko, pa je zagotovo kdo od vas dosti bolj zgodovinski poznavalec, ampak neke take močne zasnove ali pa močne ureditve v prostoru, če pogledamo območje tega hriba Kranjclina, ko ima ogromno lukenj, ogromno vrtač, taki zelo, da ti zravnaš neko površino, pa da zasadiš drevesa, moraš imeti ogromno denarja. Ali imaš ogromno denarja v nekem času, ali pride neki zelo pomemben obisk, kaj drugega, pa skoraj da ne vem, zakaj bi nekdo vložil toliko energije noter, ne? Če mu je težko preživeti, ne bo šel urejati svojega parka od zadaj. In zelo sem iskala po literaturi, kaj bi bili taki dogodki v vaši zgodovini, od potresov, požarov, ne vem česa vsega, je škof Filip, ki je zatrl oziroma bil uspešen v zatiranju kmečkih uporov, ki je celo armado vojsko zbral na gradu in se je 5 mesecev boril in vse naredil, je grad v tistem času, ki je bil porušen zaradi potresa, je obnavljal med letom 1515 in pa 1527. Ampak mislim, da bi to bila pretirana starost za drevesa. Tega obstaja možnost, ampak mislim, da sem ga prečrtala. Še največ pozornosti mi je zgodil zapisan zelo velik obisk škofa Janeza Frančiška, ki se je zgodil leta 1698 in ki je prišel pogledati, kako slabo stanje je na gradu in je videl, da je res slabo stanje, pač po zapisih, jaz zato govorim, kaj sem prebrala, ni nujno, da je res. In je namenil ogromno sredstev, da se je grad obnovil in da se je verjetno obnovila tudi okolica. 1789 delno porušijo obzidje, tudi ni čisto zanemarljivo, ampak mislim, da ta letnica je že skoraj pozna zaradi tega, ker ko pridejo uršulinke konec 19. stoletja, drevesa izgledajo čisto prestaro, da bi bila stara samo 100 let, če bi bila sajena v tem letu. 1803. se zamenja oblast in pride območje pod Avstrijo, v grad naselijo uradnike, kar bi tudi lahko bil en indic, da nekaj uredijo, ampak kot sem rekla, tudi ta letnica je prepozna, tako da mislim, da ko pridejo uršulinke in ko se pojavijo te famozne, ogromne lipe, ki izgledajo čisto enako kot danes, je nemogoče, da je bila drevesa samo 100 let stara. Tako da mislim, da je po moji oceni tudi 230-300 let, lahko je tudi več kot 300 let, da so drevesa stara. Kar pomeni, če pomislite nazaj, koliko vojn, koliko menjav, meni famozno. Tako zelo rada naredim primerjavo, ne? To je bila moja pogruntavščina enkrat. Spodnja slika je od enega Angleža, ki se je ubadal za starimi drevesi, in drevesa torej je razdelil na 10 faz. Da rečem, mestne drevesa, ki jih zdaj sadimo, dostikrat ne pridejo niti do faze številka 4, oziroma v fazi številka 4 propadajo. Drevesa, ki imajo v mestih težko pogoje, največ dreves, ki jih imamo zdaj, smo zelo srečni, če pride do faze številka 6. Po moji presoji ko so prišle uršulinke, torej konec 19. stoletja, so bila lipova drevesa v fazi 8-9, tu nekje.
In zdaj jih imamo še vedno na 9, torej 9 lahko traja stoletja, ne, pri starih drevesih. Ko je 10, gre že čisti propad navzdol. In zdaj, če pogledamo torej 17. 18. stoletje, ne, je zelo zanimivo, da torej, ko so pogoji slabi, takrat pač ni življenjska doba dolga, ne. Ko so pogoji dobri, pač živimo, ne. In v 17. 18. stoletju so bili pogoji za življenje zelo težki, ljudje, moram reči, da so prišli nekje do 6. faze, ne, pa jih ni bilo več, ne, v svoji, zdaj pa živimo čez 100 let, ne, tako da mi zdaj gremo 9, 10, ne. Takrat so se tudi nazaj so se ljudje zaradi težkih pogojev hitreje starali in bi lahko rekli, da je prejšnja primerjava, da lahko gre skupaj s tem, da so kot težki pogoji dreves v mestih. Naša največje slovensko drevo, najevska lipa, ki ima obseg več kot 10 metrov, pa zdaj po zadnjem merjenju od odloma naprej, je votla. Vse stare slovenske lipe, ki so votle, razvijajo neke druge mehanizme, drugače se znajo zbalansirati. Drevesa res neverjetne stvari znajo narediti, ampak imamo čisto premalo časa, da bi vam se razložila, kaj vse znajo narediti. Zelo pomembno je, da ko so drevesa enkrat votla, da ne posegamo noter, torej to, kar je včasih drevesna kirurgija delala, da so dolbli noter debla, zažigali, betonirali. Moj profil je takrat v belih mantlih okoli hodil, ker so mislili, da so zaradi tega kaj več vredni, ampak niso vedeli, da s tem več škode delajo dreveso. Drevo naredi samo po sebi ene barierne cone in pa predvsem lipova drevesa delajo noter, ko je torej les razstrohljen, delajo zračne korenine. In te zračne korenine drevo dodatno zasidrajo in tudi v vašem lipovem drevoredu drevesa v notranjosti, določene drevesa imajo zračne korenine, torej noter, ne. In to je zelo pomembno upoštevati in vedeti, da to obstaja. In ti močni robovi, ko so, dejansko drevo se zbalansira na nek način, ne. Zdaj pa čisto na hitro gremo samo nazaj pogledati, torej vse prve vire. Prvi vir, Makrorez 1649. Ni jasno, kaj se je dogajalo v tistem času z parkom. Ali obstajal, ali ni obstajal, zid je šel drugje, vse je bilo drugače. Zato, da bo lažje gledati, je modra puščica je vedno zid ali pa objekt, zelena puščica ali pa roza puščica so ponavadi drevesa, rdeča puščica, ki se kasneje pojavi, pa je, da dreves ni več. In če pogledamo, tukaj zdaj je zelena puščica, kar mi je bilo vedno fascinantno, je, da je znotraj obzidja, torej če si predstavljate, kje je bil stolp na sredini Loškega gradu, se ves čas pojavlja zelo velika silhueta drevesa. Torej, ves čas je bilo eno ogromno drevo na dvorišču. In to, če pogledamo, je na tej sliki in potem se pojavlja. Torej, zdaj tu vidimo z roza označeno drevo. Vidimo tudi na kasnejši upodobitvi valvazorja. Torej, kar je šlo. Najbolj zanimivo mi je vedno zato, ker se konzervatorski načrti pripravljajo na podlagi nekih starih virov. Najbolj zanimivo mi je, da so ti stari viri lahko med seboj zelo različni. In to vam samo, zdaj pa kaj pa bilo res? Ne vem. In to je zdaj vse valvazor. To je valvazor, to je valvazor. Torej, vidimo grajskih rib brez, vidimo pa drevo na dvorišču. Kaj se dogaja od zadaj po parku, ne vemo. Vidimo divjo loko zadaj. To je valvazor. Vidimo veliko poraščenost grajskega oboda, ampak vidimo še vedno tisto drevo na dvorišču. In to je valvazor. In je toliko različnih virov, ko to zbereš, na koncu ne veš čisto točno, ne? Ampak ti pa da neke smernice, torej na dvorišču je vedno bilo drevo, lahko pač rečemo okoli, pa ne vemo koliko točno. Potem imamo naslednjo upodobitev iz leta 1697, mislim, da je 1,20 m in jo imajo, original imajo v Frajsenburški škofiji še vedno.
tudi tu, če pogledate, je na dvorišču ogromno drevo. Te upodobitve so potem različne. Kar je meni zelo zanimivo, je, da se na silhuetah začenjajo pojavljati te zelo ozke oblike dreves. Če gledamo potem kasneje katastre, katastri so risani bile tako kot velika drevesa, če je bila ozka silhueta. Na vaši lokaciji, torej v Škofji Loki, pa se tudi Škofja Loka, Gorenjska in Štajerska se v tem obdobju pojavi ogromno jagnedov. To so ti laški topoli, ta ozki stebrasti topoli. In ste jih imeli na vaši lokaciji, na Bledu so bile, na Štajerskem, kar je pač meni zanimivo. Leta 1697 vidimo prvič, da se na območju Grajskega parka nekaj pojavi. Neka zgradba, ki se potem pojavlja tudi na Franciscejskem katastru. Kar bi jaz rekla, da če je to že takrat bilo, je tudi bilo nekaj v parku, torej mogo bi že park po moji presoji splaniran. In tu malo bolj vidimo, ne? Ista slika, samo različne upodobitve. Spet vidite, da skače, na dvorišču je še vedno veliko drevo, zadaj za gradom, tako desno vidimo velika drevesa in pa tukaj to obstaja verjetnost, da je bil že lipov drevored. Pa če pogledamo letnico, je kar zanimivo, če bi že pač takrat bila. Ista slika, pač drugi vir, jaz sem ogromno dobila, tako da po mojem, da je tudi muzej zadovoljni, da imam jaz to lahko zbrala. Vidimo spet od zadaj drevesa, lipov drevored, nekaj drugega rata, neka druga šrafura. Požari, imamo isto letnico, pa različne upodobitve. Čisto različne upodobitve. Spet je zanimivo, da se na območju Grajskega parka, ki je v desnem kotu, pojavlja nek lesen objekt, ki se potem pojavlja tudi na Franciscejskem katastru. Pa sem čisto slučajno odkrila ogromno, zdaj čisto na novo, ko sem predavanje pripravljala, tako da to še niti ni v mojem gradivu, sem odkrila ogromno zemljevidov starih, vseh ti vojaški zemljevidi, 1., 2., 3. zasnova, ki je vse predstavlja vaše območje, vidimo že tole značilno. Jaz sem zdaj se tega toliko nagledala, da že točno vem, vidimo točno obdobje, kako izgleda Grajski park. In jaz mislim, da v tem času so lipe že bile. To je pač moja domneva, glede na to, kaj je bilo. Prvi zelo značilno, da vidimo krošnje že narete, je tale bakrorez, ki je bil okoli leta 1800 ustvarjen. Potem pogledamo drugo vojaški zemljevid, vidimo že poti v parku, to, ki bi naj bila neka kot baročna zasnova, ki se potem pojavlja nazaj še na Franciscejskem katastru, vidimo Nunski vrt, tudi nekaj, in pa potem Franciscejski kataster iz leta 1825. Ta je druga verzija, kot sem jo našla tukaj v muzeju. Kar je meni zanimivo, torej na podlagi tega je želja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da bi se rekonstruiral območje parka v neko zasnovo. Jaz mislim, da bo treba še kar, glede na to, kaj vse je zdaj zbrano, bo treba kar malo predebatirati. Kako brati ta zemljevid? To sem jaz, da priznam, včeraj našla in potem vidim en link spodaj in vidim legenda, ker nam ni bilo jasno vedno, kaj predstavlja, zakaj je lipov drevored vedno druge barve, zakaj ni del parka, zakaj je park zelen, ta pa je rjav, isto kot celo ozadje, potem gor Kranjcu. In kar se razlikuje je, da nimamo osi in pa da te poti niso speljane v ta del. Ampak to je ena druga verzija Franciscejskega katastra. Ko sem jaz odkrila to legendo, kjer piše kaj je kaj,
je značilno, ko so risali za to barvo, da so bila to visoka drevesa. Za to šrafuro je bilo značilno, da so sadovnjaki s pašniki, za to šrafuro, ki jo imamo tukaj, pa je značilno, da je bil to zelenjavni vrt. Nikjer ni šrafure za zeliščni vrt, ne vem, ali so imeli zelišča na zelenjavi, ali glavnem kaj so imeli. Kjer so bile visoke silhojete iglavcev, je bil iglast gozd in za to vaše območje je bilo značilno, da je bilo smrečje. Torej, da so bile smreke posajene. Ko sem jaz to včeraj gledala, sem se sam čudila in pa značilno za grajski park je, da sta bila dva krajena objekta. To je bila ena hiša in to je bila druga hiša. Medtem, ko je bil ta objekt, je bil pa lesen. Danes, ko sem potem z tem novimi očmi šla v park, sem našla neke kamne, ko jih je treba pogledati, v naslednjih analizah, in pa na tem robu sem našla tudi neke kamne. Tako da to je za gospoda Hafnerja naprej in za občino naprej dodatek. Torej, vedno, ko nekaj novega zveš, greš na teren in odkriješ kup novih stvari. Tudi gledala sem te poti, kam so nune hodile in kjer je kapelica na tem sadovnjaški strani, nunskega sadovnjaka, pa velika smreka, je bilo znotraj območja nun in je bil zid dol in sem zid našla danes celo. Tako da imamo zdaj še več podatkov, kot smo jih imeli prej. To je legenda, ki sem včeraj bila, jaz se rečem, v deželi, ne vem, ne moreš mi nekaj takega kupiti, kot ko jaz nekaj takega odkrijem, tako da sem bila včeraj čisto navdušena. In pa to je kataster, s katerim upravlja, tudi je franciscejski kataster, katerega ima za podlago Zavod za varstvo kulturne dediščine, ampak če pogledamo, se precej razlikuje od prejšnjega. In jaz mislim, da je to reambulančni kataster iz leta 1868, tako da je bil kasneje nared. Če pogledamo na prejšnjem, ni bilo tu veliki smrek, teh poti ni bilo, tega ni bilo, pa ni bilo teh ravnih linij, teh baročnih linij. Tega ni bilo. Kaj je bilo res? Ne vem. Že takoj, ko sem prišla v park, meni ni šlo v glavo, kako bi šlo, če bodo kdaj se sprehajali, kako bi šle tu ravno linije, glede na to, da je razlika višinska, taka, da noben ne bi šel tam dol peš. Sploh pa nekaka gospodična z grajsko kiklo, tisto krinolino. Tako da je treba to, jaz mislim bolj, da je bil to visok sadovnjak na območju, znotraj pa Lipov drevored, močen. Tretja vojaška karta ohranja te os skozi park, ki jo je verjetno prejšnji obnovljen franciscejski kataster že nakazal. Pa pogledamo nekaj upodobitev, še, kjer je zanimivo meni, ali se v nunskem sadovnjaku, ali je to vinska trta ali ne. Vidimo še vedno lesen objekt, to je verjetno Lipov drevored in pa te stebraste oblike, ki potem se pojavijo tudi na fotografijah. Isti avtor, poglejte, kakšna razlika. Ni moje vinske trte in teorija pa je v vodo lahko, ali pa je bila tista bolj resnična, ne vemo. To je pač zanimivo, ko vidiš teh več različnih, spet se pa pojavlja lesen objekt, drevesa od zadaj, nakazana kot drevored. Prva fotografija iz 1891, ko sem več govorila o teh ozkih silhuetah, to je ozka silhueta, za katero je skoraj zelo verjetno, da je njen. Imamo zelo visoka drevesa, ki so bila odstranjena strani nun, ko so zgradile svoje stopnišče, tu še ni stopnišča, in pa to je Lipov drevored.
To ni dejansko stanje, to je pač narisano, kaj je bilo. Še vedno vidimo 3 velike drevesa, ki so jih potem mune, ko so spremenile, podrle tisti zid, spremenile vhod, ki so jih podrle. Veliko dreve red. Zdaj je bila res taka poraščenost, ne vem, ker je pač narisano. Gospa Biljana mi je dala tole knjigo, ko sem jaz se prvi zglasila Znanje je luč in jaz sem res luč dobila, ko sem hodila okoli po parku. Vsako fotografijo, ki sem jo našla v knjigi, sem namreč hotela umestiti v prostor in moram reči, da mislim, da sem mi vse razne ene uspela, kam jih umestiti. Takrat sem tudi našla te oltarje, razen enega, mogoče bodo pomagali, kam bi ga umestili. Za čas nun je bilo zelo značilno, da so sadile smreke. Torej, sadile so smreke in visoko sadne drevje, visoke vrste. 3 drevesa, ki jih imamo na fotografiji, so zginila, visoko drevno, tale je na zgornjem prostoru je bila, če vidimo, je vhod še čisto drugače zasnovan, kjer je danes parkirišče. To je bil en oporni zid, ki mislim, da je, kjer so današnje breze gor. Zid, ne vem, ali je bil, ali ga ni bilo. Tak neke stvari, ki kar ni jasno, kam so šle. Osrednje dvorišče, nekoč čisto drugače. To je v času Prve svetovne vojne fotografija. Dosti zanimivo je tudi bilo, ker sem ogromno si lahko gledala v fototeki Loškega muzeja, kar se najlepše zahvaljujem. In dosti fotografij ni imelo letnic in potem sem jaz na podlagi tega, kako so drevesa rastla, sem si jih jaz premešala sem pa tja. Takrat tudi to bom zdaj predala nazaj muzeju, da imajo mogoče malo pač z vidika dreves, ne, v nekem časovnem razporedu. Zdaj, če pogledamo fotografijo iz začetka 20. stoletja, če pogledamo te lipe, so takrat gledale tako skoraj kot danes in je to pred več kot 100 leti. Kar pomeni, da ta desno drevo, ko je L01, se ga je polovica odlomila, polovica ga ni več, ampak še vedno tista polovica, ki je ostala, ima obseg debla več kot 3 metre. Kar pomeni, da če še tisto, da drugo bilo, smo bili na tu nekje, čez 4,5 po mojem. In pa te smrekice, ki so jih nune sadile po celem parku. Zelo me je zanimalo, katera drevesa so še danes, ali pa kak je izgledalo, ali pa, naprimer, potem sem te fotografije razporejala glede na to, kako so drevesa bila glavičena. Torej, glavičena so bila drevesa, tisti, kaj so takrat zdrževali, ali pa že zgodovinsko zdrževali lipo drevored, so zelo vedeli, kaj so odrezali. Glavičena bomo potem na koncu samo na hitro pogledali. Glavičena drevesa ni čisto enako kot obglavljena drevesa. Je pa problem, če se zamudi s to tehniko obrezovanja. In če so drevesa glavičena, ne vem točno, kaj je bil takrat namen. Mogoče so jih začeli glavičiti ali zaradi pogleda čez lipova drevesa, da so bili izkrancila dol vse, ali so jih pa glavičili zaradi pridobivanja šibastih vej ali pa zaradi listja za hrano za živali. To je ponavadi bilo takrat 17-18 stoletje. Kaj točno je bil tu namen, ne vem. Jaz sem glavnem slike znala razvrstiti glede na to, kako so te sekundarne veje, ki jih drevo požene, kako so bile debele, kar je bilo zabavno. In potem sem vedno primerjala, katero drevo je kje na fotografiji. Sem probala to skupaj povezati. Tudi kaj se je pojavljalo. Zelo značilne so bile te klopi v lipovem drevoredu z gojenkami, ki so sedele. Današnje lipove drevesa, torej če pridemo nazaj v čas nun, so one imele iz tega mesta glavičene gor. In so bile te tabelke, so bile takrat male picike.
In tisti, kaj takrat to dela, je mogel vedno, ker požene cel šop, je mogel cel šop prečistiti, pa je pustil 1, 2, 3. Ponavadi je 1 pustil, to je najboljše. Potem pa, ko je prišlo naslednje, obrezovanje, ali so dostikrat so rezali vedno dol, nazaj, zato je tudi toliko luknji, zato so tudi drevesa tudi tako votla. Potem pa, ko je prišlo po drugi svetovni vojni nazadnje, kaj so bila drevesa obdavljena, so pa na 8-9 metrih jih odrezali. Kapelica, ki se je pojavila na zgornjem beton plesišču, v tistem zatrepu, in pa ta krajša linija lipovega drevoreda, kjer je bila 4-redna lipov drevored je bil nekoč. Zdaj imamo 3 je ostal. Potem sem iskala, kje so bile slikane v parku te gojenke in sem našla kamne, glede na to, kje je bil kateri kamen, to se vse najde. Kakšno je stanje zdaj v prostoru in kakšno je bilo takrat. In pa kako iz zelo majhnih dreves lahko zraste zelo velika in kje se nahajajo. Eno smrekovo drevo, kjer so imele v čisto zahodnem delu nunskega sadovnjaka, so imele nune grajen objekt. Eno smrekovo drevo se je ohranilo, enega ni več, vidi se zravnana površina, to je pod območjem vrtička. S to fotografijo sem se zelo dolgo ukvarjala, mislim, da sem mogla ene parkrat sem priti, da sem jo znala umestiti, zdaj točno vem, kje je. In je pod spodnjim beton plesiščem, ki je zdaj na novo očiščen, sta 2 macesnova drevesa in je na novo očiščeno območje. Tako je včasih izgledala ta glavna avenija z Marijino utico. Pod Marijino utico je danes mlin, tako da si znate predstavljati, kak je bilo. Zraven je bila zasajena, so bila visoko debelna sadna drevesa. Značilno za grad je tudi bilo, da so na spodnji strani je bil vedno en taki zatrep, mali smrekov. In pa spet te smreke, to sem tudi kar nekaj časa potrebovala, to je pod lipovim drevoredom na spodnji cesti, če greste. So imeli tudi na spodnji strani, so imeli klopi. Kar mene fascinira, sta te 2, ko sem jih označila za zeleno, torej pogledajte zadaj smreke, jaz sem pač smreke gledala, ampak potem, ko sem to že ne vem kolikrat gledala, pa gledam, pa sta iste osebe, samo pogledajte, koliko sta se, to je pač razlika, ne vem, če to punco pogledate, mogoče starejša gospa zgleda še čisto enako, ampak punca pa je zrasla, pa zdaj, če dam nazaj, da si jo gledate še enkrat, sem jaz bila, wow, zanimivo. Torej časovna, tudi če pogledamo drevesa od zadaj, drevesa ne zraste, drevesa zgleda skoraj da isto, mi pa malo hitreje rastemo. Prva fotografija vaših divjih kostanjev, ki se nahajajo na zunanji strani in ki ne segajo v čas uršulinka, ampak segajo torej v čas druge svetovne vojne, leta 42 se prvič pojavijo, 41 se prvič pojavijo, tu je pač slika iz leta 42 in ti kostanji danes gledajo, da so 100 let stari, ne vem kaj, v glavnem so iz tega časa. Dvorišče se je ves čas spreminjalo, kjer je danes zeliščni vrt, je bilo v času uršulink vedno neko sadno drevje, ki pa ni bilo tako visoko, kot je bilo na zgornjih ploščadih. Druga svetovna vojna, parko je bilo prizanešeno z bombardiranjem, ni nič kaj stakno, bilo je pač vse povsod drugod bombardirano. Fotografije iz leta 60 sem vključila še zaradi tega, ker vidimo, da so lipova drevesa zelo visoka, torej so bila prepuščena, odkar je šlo. Potem pa tudi mislim, da so ta drevesa, to mogoče kdo od vas lokalno bolj vedel, kdaj se je to zgodilo, ampak jaz ocenjujem, da je to nekje v 70-ih letih ali pa mogoče celo v 70-ih bi rekla, da se je to zgodilo, kjer so vsa sadna drevesa odstranili, na spodnjem platoju, srednjem platoju, zgornjem platoju, ohranile so se samo posamezne večje hruške okoli domačije in pa vidimo že tukaj obglavljena lipova drevesa in pa zanimivo je drevo na zunanji strani zidu,
ki sem ga pač kot območje poimenovala, je takrat ostalo osamljeno v svoji višini in to, jaz mislim, da je bilo zadnje obglavljanje, ki so ga ta drevesa doživela. Dolgo sem se obadala, ali je bila ta linija nad amfiteatrom sklenjena ali ne. Tu je dokaz, da je bila 2 panja. Torej, uršulinke, če se vrnemo nazaj, smo imele klopi postavljene in v tej liniji in v teh zgornjih linijah. Pogled nekje strehe gradu. Torej vidimo, da so se drevesa že nazaj obrasla, ocenjujem, da je to kako leto do 2 po obglavljanju, torej po prejšnji fotografiji. In je zanimivo, da sem pravzaprav zelo malo nekih fotografij našla iz časa po drugi svetovni vojni. In pa 70., 80., 90. leta ni bilo nič kaj dosti. Zdaj pa čisto pogledamo samo na hitro. Dosti risb se je pripravilo na podlagi geodetskega načrta, ki sem ga prejela od naročnika in ki ga uporabljajo za konzervatorski načrt. Sem vrisala vsa svoje lokacije, vsa drevesa, ki sem jih pač pregledala, pa sem se pa malo šla igrati in sem dala različne sloje od spodaj, ker me je zanimalo, ali zdržijo teorije, kje bi naj potekali te poti, baročna zasnova ali ne. In potem pač take zanimive, meni osebno zanimive stvari nastanejo. Zanimivo je, da tista eno veliko lipovo drevo, ki je na zunanji strani, tukaj gre cesta, gre ena tak, in je tukaj eno zelo lipovo drevo, je direkt ravno sajeno z drugim lipovim drevesom, ki je na spodnji strani Nunskega Sodomjaka in med njima je točno 110 metrov, ko sem jaz to merila v AutoCAD, kar je, ne vem, ali so to načrtno naredili ali ne, oba drevesa sta pa taka mogočna. Nista bila rezana. In pa to je en lider posnetek, kjer se točno vidi, kako so delali. Res so splanirali, ne? In kdo je s tako natančno se šel ta grajski park nazaj delati, ne? To zdaj pogledamo mi, da so mogli to delati, ne vem, ali v 15. stoletju, ali v 17. stoletju, kasneje pa že 18. še lahko, ne? Ampak ko so pa lipe enkrat rasle, potem pa niso več mogli ravnati, je že moglo biti zravnano. Zakaj? Kaj je bil namen, da so tako zravnali? Glede na to, koliko luknj imamo na okolju in kako zelo razgiban teren, je vprašanje. Tudi za vas, mogoče kdo prijeme, kako dobro idejo. Lidar posnetek z višinami, da vidite bolj vijolično, kot je, višja so drevesa. Lidar posnetek z različnimi nakloni, kjer se čisto dobro v tereni zrišejo vse starodavne poti, ki so jih imele nune. Tako da smo na podlagi tega sem pol še nekaj poti odkrila, jih prehodila in so uhojene, tako narahlo uhojene. Potem se je tu risalo eno zaščitno območje korenin za vsako drevo. Zdaj pa čisto na kratko v zgodovino arboristike, da bolj razumemo, torej kako so lahko za drevesa tako daleč nazaj skrbeli. 17. stoletje je bilo zelo plodno, ogromno literature, zelo dobre literature so pripravljali ravno za rastline, za drevesa, o presajanju, do vzdrževanja, kako vzgajati drevesa. In obravnavali so čiščenje drevesnih duplin takrat, polnjenje, oskrbovanje, ne vem kaj vse, glavne drevesno kirurgijo izhaja iz 17. stoletja. Kar je meni najbolj fascinantno z današnjim našim časom je, da lahko do vseh teh starih knjig dostopamo preko interneta. To je neverjetno, ko bereš eno knjigo iz 16. stoletja lahko. In tudi beseda arborist, koliko je zdaj v Sloveniji bila, da rečem 10-15 let nazaj, čisto neznana, je sega zelo daleč nazaj, ne? V čas Rimljanov že. To področje so zelo gozdarji razvijali, z znanjem bogatili, zato ker so se pač največ z drevesi ukvarjali.
In ogromno stvari, ki veljajo še danes, izhaja iz 18. in 19. stoletja. Naprimer, 1828 je bilo določeno razmerje velikosti koreninske grude glede na premer drevesa. In to pravilo velja še danes. Zelo nazaj sega stvari. Prvi tečaji, ki so bili v začetku 20. stoletja, se je ogromno znanja preselilo v Združene države Amerike, in takrat so se ustanovili tudi taki inštituti in pa podjetje, ki imajo več kot 100-letno zgodovino, delujejo še danes. In v tistem času so imeli, mislim, to, ko pogledaš nazaj, kaj so delali, ne? Ko se nam dan zdi, saj ne vemo točno kaj, ne? Delali so take stvari, ki danes ni več znanja, ne? Ki sploh se nam zdi neverjetno, da so jih takrat delali pa s tako mehanizacijo, kot so jo delali. Kar je bila prednost takratnega dela je, da so imeli samo ročne žage, kar je pomenilo, da so lahko odrezali. Tisto, kar so odrezali, so zelo premislili, da so odrezali, in pa rezali so na koncih vej, ne. Konference bojo kmalu imela, Mednarodna zveza arboristov bo kmalu imela 100-letnico konferenc, ki potekajo vsako leto in kjer se ogromno jaz ogromno vedno hodim in pa ogromno znanja pridobiš. Če vidimo, kako so takrat delali s drevesi, ne? In tudi, če primerjamo, torej zdaj, da gledamo vaše lipe, ne? Se niso si mogli privoščiti, da bi ne vem kako vejo na lipi odrezali. Glavički so redno, ko so bile še veje dokaj majhne. Vedno so torej samo zlezli, delali na koncih, imeli so takrat zelo popularno še tega drevesnega kirurga, ki se je potem zavleklo malo še v 70-80 leta, pri nas še so delali tudi dopline, pa polnili so delali tudi še pred 20 leti, ne? Ampak zdaj se ve, da to ni več, ne? Če pogledamo potem, ko so motorne žage prišle, so bile najprej tako težke, da en človek sploh ni mogel z njo delati, ne? Sta mogla biti dva. Kar pomeni, da take motorke, ko rabiš 2 človeka, ne boš ti na drevo nesel. Ki je logično. Potem so razvijali vse lažje in najbolj paradoksna se mi zdi slika zgoraj desno iz 70-ih let, kjer so prišli so do ročne motorne žage. Ročno motorno žago so želeli prikazati, da je delo za njo tako enostavno, da so dali žensko za reklamo. Torej, že ženska zmore. To je bilo pač v 70-ih letih reklama. Kaj je problem z ročnimi motornimi žagami? Da so se tehnike obrezovanja drevesa spremenile za 100%. Zdaj, obrezati neko drevo, košara, dokler seže, jaz rečem, tu so imeli pa 15-metrsko košaro, je drevo vrezano, tu so imeli pa 18, tu so pa segnili samo do toliko. Problem je, da prehitro narediš prevelik rez. To za ročno, da vam dam ročno motorno žago, ne boste tega naredili. V zgodovini arboristike je bilo ene par takih prelomnic, torej od motornih žag do ne vem česa vsega. Zelo so tudi vse bolezni škodljivci. Vedno, ko pride to je bilo v Ameriki, ko smo iz Evrope uvozili Brestovo holandsko bolezen, so bile v ameriških mestih Brestove monokulture, kar pomeni, da ko je Brestova holandska bolezen prišla, so čez noč izgubili 2 milijona dreves. Torej, če je bilo mesto posajeno in so bile, vse avenije so bile samo ena drevesna vrsta, kar je pomenilo, da kot da bi zdaj pri vas Škofja Loki vse podrli naokoli, vse, kar vidite. In takrat je stroka dobila neki naslednji taki impuls, da se je začelo malo bolj sonaravno delati tudi v mestih, torej da ne rabijo biti monokulture, ker nikoli niso dobre. Arek Šiga je bil velik skok v arboristiki, ker je odkril, zakaj obglavljanje dreves ni v redu in kaj pomeni, kakšni razkrojni procesi se v drevesu sprožijo. Začel je namreč vzdolžno prerezovati debla in opazovati, kaj se dogaja. En primer najboljši, ko jaz rečem, je pri nas v Mariboru, kjer imamo 4 gledičje iz začetka 20. stoletja. 2 sta obglavljeni, 2 nista obglavljeni. Obglavljeni sta bile zaradi tega, ker so želeli iz hotela videti ven.
in obglavljeni drevesi sta po višini prehitele neobglavljena drevesa. Imata oba dva z veliko problema, ogljive in ne vem kaj vse. Ona dva pa bota še, kaj nista obglavljena, bota še nesla. Torej, proti obglavljanju, to zdaj ni enako, kot kar so z vašimi lipami čisto delali, ne? Ene par takih hudomušnih, drevo si želi, da ga negujemo, da lepo delamo z njim, ne? Tudi vi ne išli kar k nekemu frizerju, ki bi vas obril, ne? Želeli ste pa samo končke porezane, ne? To smo ženske bolj občutljive. In vedno je pri obrezovanju, kaj je cilj obrezovanja? Eno imamo, torej kot zgornje alinejice, imamo, kar mi delamo z drevesi v mesli. Potem imamo ta srednje, imamo glavičenje, špalir, oblikovane oblike krošnje. In pa pogosto se še vedno izvaja obglavljanje dreves. Potem pa vse, kar imamo pa mi zgodovinska drevesa, pa mi ne moramo po teh kriterijih presojati, ampak jih moramo vaša drevesa, ali so bila, po moji presoji so bila delovna drevesa, še vedno imamo ampak ne čisto delovna drevesa, ampak starodavno glavičenje, neki vmes so vaša lipova drevesa in vejniki je en izmed načinov, kako so včasih klestili drevesa in še vedno se to izvaja po Sloveniji, pri nas v hribih, po Alpah, po celem širšem pasu Alp, Evropi, svetu. In delovna drevesa kot vejniki imajo svoj namen pridobivanje hrane za živali. Oprema, ki se uporablja, je večinoma vsa ročna. Marsikje v današnjem svetu so šli na motorne žage, ampak problem je, da naredijo lahko prehitro prevelike reze. Problem pri delovnih drevesih je, da če so jih predolgo pustili in je drevo preveč staro ratalo, ni preživelo tega kleščenja, ko so na primer po 30-40 letih to naredili. In to je tudi moja velika bojazen, če bi šli to z vašimi lipami delati. Torej, da bi šli mi spet jih krepko znižati. Ogromno vem o drevesih, ampak nisem prepričana, kakšen bi bil točen odziv dreves, glede na to, kje bi jih znižali. En čist primer sem dala noter, kaj pomeni redno glavičenje starih dreves. Torej, ta drevesa so bila sajena 1730. Vsako leto jih poberejo vse letne poganke. Po dimenzijah so manjša kot vaša lipova drevesa, zato ker če mi drevo glavičimo, pobira druge rezerve in nima takih prirastkov blaznih. Vse se še vedno izvaja z ročnimi škarjami, reže se na glavo, kar na primer vaše lipe, ko so vedno pozabili vmes malo na njih, in so delali velike reze in zato so tudi tako zelo votle. Čeprav tudi ta drevesa so votla, čeprav manj zaradi teh glav. In pa začne se to delati od malega. Torej, ne moramo se mi spomniti, ko je drevo enkrat odraslo, da ga bomo pa začeli glavičiti. En primer, ko je bil cilj, da zagotovijo pogled na kapelico na koncu 400-metrskega drevoreda in po moji presoji je to obglavljene. Jaz pač se ne bi za to odločila, ampak cilj tega drevoreda je bilo, da to ravno silhueto držijo. Tudi če greste kdaj v Schönbrunn v Avstriji, boste videli tiste ravne zide, ampak tisto vsako leto režejo, medtem ko tu so vmes pozabili malo na to. Vaš lipov drevored, jaz bi rekla, ko je bilo na začetku vprašanje, ga naj obglavimo, ga naj odstranimo, ga naj občudujemo, pa vzdržujemo po potrebi. Jaz bom priporočala tretje, da ga vzdržujemo po potrebi, se učimo od dreves. Moram pa reči, da imam 5 dreves, ki potrebujejo dodatne diagnostične preglede, torej podrobnejši pregled, zato ker njihovo stanje sumim, da ni vredno. Ene gljive so se namreč pojavile. Tako da se zna zgodi, da bomo tudi kako drevo še mogli odstraniti v liniji, kjer jih trenutno manjka 17, od tega 4-6 ni primernih za nadomestno saditev.
Torej, čim dlje ohranjati, če bo stanje v redu, tudi ni to na neki taki lokaciji, kjer bi bila problematična. Območje Grajskega parka skupaj z Nunskim sadovnjakom pa je pomembno ohranjati tudi zaradi rastišča dveh vrst, ki sta zaščiteni, in sicer navadni mali zvonček pa pomladanski veliki zvonček. Ne vem, če ste se kaj sprehajali marca po vaši tam brežini, absolutni raj imate, ne? In to je smiselno ohranjati, nadgrajevati. Jaz bi rekla, da poznam ogromno parkov, ogromno analiz sem delala, ampak jaz sem čisto navdušena nad vašim parkom. Ko se bojo ni potrebnega velikega vložka, tudi na območju brežine, Nunskega sadovnjaka se da čudeže narediti, koliko se da oplemeniti vaš prostor z relativno majhnim vložkom. In upamo, drevesa nas bojo prerasla, ne? To zdaj se lahko slikamo, pa bo čez 100 let gledali, da v bistvu niso tako dozrasla, ne? Zahvaljujem se za pozornost, sprehajajte se po parku, uživajte, čim več se učite o drevesih, ker so na svoj način neverjetno. Hvala.